Gospod Čuk, dober večer. Najprej seveda čestitke za odkritje. Dober večer, hvala lepa. Rekli ste, da so se vam ob odkritju uresničile dolgoletne sanje. Nam lahko ubesedite razsežnost tega odkritja? Težko, na hitro. No, sanje, dejansko res so bile sanje. Kostanjeviška jama kot jamski objekt ob izviru potoka Studene je v bistvu v zgodovini odigrala pomembno vlogo pri nastajanju in pri delovanju dolenjskih jamarjev. Tukaj so nastali novomeški jamarji, tukaj je nastal klub jamarjev Kostanjevica na Krki. Vse to se je zgodilo v Kostanjeviški jami, ki je v začetku nosila ime jama nad izvirom Studene. No, to jamo so v bistvu odprle leta 1937, ena velika neurja, ogromno dežja je padlo v nekaj urah in narasle podzemne vode so predrle nekdanji, po vsej verjetnosti, nekdanji izvir potoka, ki je bil nekaj metrov više, kot je danes. Seveda, mi smo jamo raziskovali, pri raziskovanju so nam veliko pomagali tudi jamarji, prijatelji iz Novega mesta, oni so dejansko nastali v Kostanjeviški jami, so se organizirali v bistvu in ustanovili svoj klub. Zato smatramo Kostanjeviško jamo za zibelko dolenjskega jamarstva. Seveda, raziskave so potekale, odkritja so bila lepa, vsa so bila pomembna, novi deli Kostanjeviške jame, preplavan sifon 3. tisočletja, torej potapljači so prišli preko teh vodnih ovir, videli, da se jama v nadaljevanju seveda odpira, ampak potapljači plavajo, rajši dol, kot plezajo gor. Brez opreme, brez potrebnega znanja tudi niso šli v kamine, ki so se postavili pred njih. Mi, kopenski jamarji, pa ne moramo zraven, ker je ta voda globoka, 32 metrov, 130 metrov dolg potopljen sifon, torej dvorana, in ni bilo druge, kot da iščemo neko drugo pot. Odločili smo se, da skušamo najti povezavo s Kostanjeviško jamo z vrha navzdol. Sledile so raziskave terena v Gorjancih, iskali smo brezna, našli mnogo tega, tudi jame vmes. Ampak pravega uspeha ni bilo. Vse do leta 2022, ko je našemu jamarju Matjažu uspel v bistvu tombola, bi rekli temu, ali pa glavni dobitek, ko je na današnjem vhodu našel eno polšno, to je ena past, ki jo uporabljajo polharji za lovljenje polhov, in ti polhi grejo vedno v zemljo. To je vaš mlajši sin? To je moj mlajši sin. On je to našel na svoj rojstni dan. Evo, najlepše darilo, je rekel. Kasneje se je izkazalo, da je to brezno, ki obeta, prepihi so bili veliki, začeli smo širiti, raziskovati po globinah. Ogromno akcij je bilo narejenih, do zdaj okrog 70 raziskovalnih akcij, širjenja užine in tako naprej. In ne vem, mogoče je usoda, mogoče je slučaj, da je ta preboj uspel tudi januarja po 4 letih, tisti prvi, prejšnjo soboto, ko so odkrili tiste najlepše dele trenutno, veliko kapnikov, bela siga in velike dvorane. V eni izmed teh dvoran, kjer je bilo veliko belih kapnikov, jamarji pravzaprav sezuli škornje, da ne bi umazali kapnikov in se naprej odpravili zgolj v nogavice? Ja, res je, res je. Ta siga, ti kapniki so res tako lepi, nedolžni, še nikoli jih nihče ni videl. In ko enkrat kapnik umažeš z blatom, ga ne opereš več. Zato velja tudi, ne samo pri nas, tudi pri drugih društvih, ki najdejo podobne lepe kapniške dvorane, da se sezujejo ali pa preobujajo v čisto obleko, v čiste čevlje, da ne poškodujejo, ne umažejo, ker umažeš samo enkrat. Kakšna je vaša ocena? Verjetno je zato še prezgodaj, ampak kako dolg je ta sistem jam, kako dolga bi bila lahko jama? Koliko kilometrov morda? Glejte, takole je zadeva, ne. Ko smo našli to brezno, ko smo prišli v globino 305 metrov, je bilo treba brezno določiti tudi ime, treba ga je bilo zmeriti, zrisati, tudi registrirati. Odločili smo se za ime Gorjanc. Takrat so bile naše sanje, da je to brezno, ki nas bo pripeljalo v osrčje Gorjancev,
da bomo našli noter potok studeno, ki izvira pri Kostanjeviški jami. Ne nazadnje, da bomo prišli na vhodu v Kostanjeviško jamo ven. To so bile sanje. Te sanje se, kot kaže, uresničujejo in sanje so danes dovoljene. Torej, vsaj 10 kilometrov. Lejte, težko rečemo zdaj, brez meritev, brez raziskovanj, lahko se ta kanjon zapre, lahko bomo imeli zopet težave s kakimi sifoni, s kakimi vodami noter, ampak ocena in pa sama konfiguracija Gorjancev, torej potencial omogoča. Omogoča 10, 15, tudi več kilometrsko jamo. Kajti vedeti je treba, da tlorisna dolžina nekega jamskega objekta v naravi, ko so meritve upravljene, je lahko 3 do 5 krat večja. In to je to. Gospod Čuk, te meritve vas zdaj čakajo, uspešno delo vam želimo in najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala vam za povabilo.